tokrat občinskem informatorju. Sinoči se je začel Trojica Fest. Zaživela je destinacija Štajerska. Duplekart uspel. Sprejem novorojenčkov v Sveti Trojici. Kolesarska dirka po Sloveniji tudi v Majšperku. Akvarij Terrarium v Mariboru obeležil 70 let. Lepo pozdravljeni. Včeraj zvečer se v Sveti Trojici začel 4-dnevni festival Trojica Fest, katerega ambasador lahko postane vsak, ki si priskrbi spominske broške. Na slovesnem odprtju je nastopil trio Vivere. Sledil je koncert Nine Pušlar. Trojico pa so včeraj obiskali tudi predsednik državnega sveta in drugi pomembni gostje. Že popoldan pred začetkom Trojica Festa je bilo v Sveti Trojici izjemno vzdušje. V Sveti Trojici na dan Trojica Festa, na dan pričetka Trojica Festa, že v bistvu ves dan čutiš ta festivalski ritem, puls, ki nas navdaja z enim optimizmom, z enim dobrim vzdušjem, in mislim, da je to čas v letu, ko pa dejansko Trojičani odklopijo, pozabijo skrbi, povabijo prijatelje od blizu in daleč in uživajo. Skrbno varovana skrivnost je bil nastop tria Vivere. Še sami vse do nastopa niso hoteli vsega izdati. To bo skrivnost do zadnjega trenutka. Nekako smo se pogovarjali z županom Svete Trojice, on si je tudi, izbral tiste pesmi, ki so očitno njemu všeč, tako da nam je v veselje in čas, da bomo danes tukaj otvorili ta večer v vaši občini. Na nek način je rekel gospod župan že nam pred nekaj dnevi, se pravi, ob otvoritvi mora biti klasika, mora biti opera, mora biti nekaj tistega slovesnega. Tako. No, lepo, če naše glasove tria Vivere smatra kot nekaj slovesnega, mislim, da tudi temu bo tako in se veselimo tega nastopa v tem prečudovitem ambientu, ki ga imate tukaj pri Sveti Trojici. Na glavnem odru je nastopila Nina Pušlar z razširjeno ekipo. Trg se je že predtem napolnil do zadnjega kotička, navdušenje nad Nino pa je bilo izredno. Nina pa vesela, da lahko spet nastopa na polno. V bistvu smo tisto obdobje, ki je zdaj že kar preteklost, izkoristili za ustvarjanje novih pesmi. Tako da sem v bistvu lansko leto predstavila moj 7. studijski album in zdaj smo na odrih, na koncertih skupaj s publiko. To je seveda nekaj najlepšega, da smo lahko tako v sproščenem vzdušju, spet brez razdalj, in da je vse sama pozitiva okrog in seveda z novimi pesmimi, ki so doživele v lanskem in letošnjem letu neverjetno lep sprejem, za kar sem zelo vesela. In je to še ena taka večja motivacija za ustvarjanje naprej. V Sveti Trojici je že bila, tako da ve, kako je nastopati pod zvezdami v ambientu pred cerkvijo. Najlepši so koncerti pod zvezdami, absolutno. Tako se vsako leto veselimo poletja in jaz sem zelo vesela, da sem prišla seveda nazaj tukaj v Sveto Trojico. Ravno v koronskem času smo bili takrat, imam zelo lep spomin na ta koncert, kljub temu, da je takrat neverjetno padel dež, začel prav dobro uro pred koncertom in ni ponehal. In se moram res še enkrat zahvaliti vsem obiskovalcem, ki so res prišli v tistem nalivu in bili z nami do konca. Tam po 6. pesmi je nehalo deževati, in je bil res tak nepozaben spomin, moker, nepozaben, blatni spomin, in sem bila res vesela tega ponovnega povabila, tokrat na drugo lokacijo, in se res zelo veselim, da se končno spet srečamo. Prvi dan pa je bil tudi priložnost za srečanje mnogih županov in drugih skupaj z županom Svete Trojice, predsednikom državnega sveta ter poslanci. Pravzaprav sem bil nedolgo nazaj, ko so bile razmere malo drugače, ko smo hodili zelo zaskrbljeni od hiše do hiše, ampak verjamem, da je treba takrat stopiti skupaj, ko so čustva razvneta, naj si bo, ko smo žalostni, in pravzaprav danes, ko smo veseli, in res sem vesel, da lahko da najdemo povezave tako na turističnem, gospodarskem, kulturnem področju. Obisk koncertov in drugih prireditev je na Trojica Festu za obiskovalce brezplačen. Lahko pa na nek način prav vsak od njih postane ambasador Trojica Festa. Vabimo pa vse, ki kakorkoli podpirajo naš festival, ki vidijo, da se trudimo, da se želimo ustvarjati več in boljše, da z nakupom teh brošk v bistvu podpiram Trojica Fest. Prispevajo v organizacijsko blagajno. Verjamem, da s tem dajemo jasen znak, da lahko ustvarimo še več. Obenem pa vsak dan ima svojo barvo. Vsi, ki bodo imeli vse 4 barve, grejo pa v posebno žreb za velike nagrade. Med drugim prva nagrada je vikend paket v Rimskih termah, druga nagrada paket proizvodov iz Radgonskih goric in pa tretja nagrada hemp light, se pravi izdelki iz konoplje. Tako da
jaz mislim, da je fajn biti ambasador Svete Trojice. Prvi dan so pravzaprav zaživela tudi druga prizorišča, na katerih bo dogajanje tudi do konca Trojica Festa. V Dominikanskem samostanu na Ptuju pa so predstavili novo blagovno znamko destinacija Štajerska. Z bogato ponudbo se bo še močneje povezala, povzdignjena in s ponosom zarisala na domači in mednarodni zemljevid atraktivnih turističnih destinacij. No, več pa v prispevku. Deležniki na območju Podravja so prepoznali potrebo po večjem in učinkovitejšem povezovanju podravskih občin. In sicer so se povezali v destinacijo Štajerska. Moram reči, da to je res bilo zdaj popotovanje, skoraj 3-letno od neke vizije, ki smo si jo postavili v regiji in sedaj končno prišli od trenutka, ko smo tudi lansirali sam destinacijski portal, samo blagovno znamko. Zelo sem vesel, da s partnerji, s katerimi sodelujemo, resnično delamo dobro, da je tudi gospodarstvo prepoznalo, bom rekel, dodano vrednost v tovrstnem povezovanju in se že nekako začelo vključevati v destinacijo in verjamem, da je tukaj sedaj še samo pot navzgor. Veččlansko partnerstvo konzorcija destinacije Štajerska je te dni predstavilo blagovno znamko, promocijski video in spletni portal Štajerska. Deležniki so se tega dne res veselili. Zagotovo je takšno povezovanje ključno, ko se želimo še konkretneje predstavljati na globalnem turističnem trgu. Mi se zavedamo, da je Ptuj zelo pomembno mesto, da v sebi nosi veliko bogate zgodovine, je pa res, da smo hkrati tudi majhno mesto, ne nazadnje Ptuj doprinese k celotni ravni turističnih nočitev okrog 1%. Tako da nam je zelo pomembno, da smo se sedaj povečali v to eno veliko entiteto in bomo še lažje nastopali na turističnih trgih in tako še lažje pridobivali na pozornosti vseh obiskovalcev turističnih sejmov ali pa seveda lažje preusmerjali obiskovalce našega mesta še v preostale občine. Destinacija Štajerska je z turističnega vidika izjemen korak naprej. Torej, kot smo danes slišali, je Štajerska urbano-naravni užitek, katerega primerljivega ni v svetu. To pomeni, da lahko na zelo malem območju doživimo zelo različne tako mestna doživetja, kulturna doživetja, outdoor, naravna doživetja, vinska doživetja in seveda preplet vsega tega v vožnji 20 minut. In jaz mislim, da je to tisto, kar resnično bo naredilo razliko od drugih destinacij v Sloveniji in tudi širše. Štajerska je edinstvena, zatrjujejo, in to potrjujejo s primeri iz prakse. Ravno majhnost regije je tisto, ki v turističnem ogledu doda piko na i. To je ravno ta lepota, ker tukaj se pravzaprav vznika nov koncept bivanja in obiska ene destinacije. Se pravi, to, da lahko ti na tako majhnih razdaljah, ki absolutno so trajnost v pravem pomenu besede, doživiš toliko raznolikih vsebin iz obeh svetov, je pravzaprav dragulj. In to smo povezali v sloganu, ki pravi urbano-naravni užitek ali Urban Natural Pleasure, kar je nova blagovna znamka Štajerska in njen podpis. In kar je tukaj še dodatno super, je to, da beseda urbano-naravno do zdaj še ni obstajala. Iz prepleta urbanega in naravnega izhaja tudi logotip, kar simbolizirajo 4 barve. Modra, vodo, čistost, rdeča, urbanost, rumena, polja, hrano, sonce in zelena, naravo. V središču je iskra, ki se nenehno vrti in najde svojo inspiracijo v klopotcu, ki ga na Štajerskem še kako dobro poznamo. V turizmu, na Slovenski turistični organizaciji pozdravljamo in spodbujamo povezovanje in sodelovanje v destinacijah in tudi med destinacijami, saj je le-ta ključnega pomena za uspešno pozicioniranje, za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti, kar poudarja tudi aktualna strategija. Namreč povezovanje je ključnega pomena predvsem za dvoje. Za doseganje večje konkurenčnosti slovenskega turizma in drugo, kar je prav tako pomembno, za zadovoljstvo deležnikov na destinaciji. Dogodka se je sicer udeležila tudi vodja sektorja za razvoj turizma na Direktoratu za turizem, Doris Urbančič-Vindiš, ki je izpostavila vlogo regijskega povezovanja v luči nove nacionalne turistične strategije. Vsako leto dupleški slikar Rajko Ferk organizira likovno kolonijo Duplek Art. Letošnja je bila že 14. po vrsti. Na njej je sodelovalo več umetnikov iz 14 različnih držav. Njihova dela pa bodo na ogled na razstavah, ki jih Ferk pripravlja po Sloveniji. Prva bo 23. junija v Domu kulture v Dvorjanah. Na letošnji likovni koloniji Duplek Art 14 je sodelovalo 40 umetnikov iz 14 držav. Glede na to, da nas je 40, sem zdaj 20 mnogo starih
ne povabiti, da sem lahko 20 novih povabil. Novi ljudje, nova energija, tako da imamo prvič iz Kazahstana, potem stari mački iz Slovaške, iz Srbije tudi močnejša ekipa, 9 slikarjev. Nekaj je bolezen posegla zmes, tako da eden iz Srbije ni mogel priti. Francozinja pa je dobila novo službo, pa nažalost je ni zraven. Sicer je prvo kolonijo priredil pred 20 leti. Kot pravi, si ni mislil, da bo prerasla v mednarodno. Pred 20 leti sem organiziral, prvo nisem imel pojma o tem, kako poteka, v glavnem, da je zabava, da je druženje, ni bilo toliko poudarka na neki kvaliteti. Prvič nas je bilo 13 v Pišecah, zdaj pa praktično vsako leto najmanj 14 iz 14 držav. In tukaj, če pa vabim 40 ljudi, se med sabo spletejo take vezi, ki ostanejo naprej. In prav slednje je poleg likovnega ustvarjanja privabilo umetnike. Letos jim je služilo tudi vreme. Kroz rad i kroz druženje u stvari nastaju lepe slike i to je nešto što me čini srećnim da uvek dođem ovde. Volim Maribor, volim ovaj kraj, tako da sam često ovde. Ova kolonija je značajna zbog toga što okuplja vrlo kvalitetne slikare i na neki način upoznavanje novih ljudi, saradnja, mogućnost saznavanja novih tehnika u radu, mogućnost, kako kažem, produbljivanja prijateljstva i dogovore o narednim programima, projektima, sve to što nas čini srećnim ovde. U lepom ambijentu ovde je zaista prelepo i pronalazimo puno inspiracije ovde. Na tem področju je največja gostota umetnikov v ustvarjanju na kvadratni meter v tem delu Evrope, sigurno. Glede na to pa, da veliko obiskujete te likovne kolonije, kako se vam zdi tukaj in zakaj je verjetno zdaj že nekako, po moje, tradicionalno prihajate sem? Tretjič, tako da sem že kar navajen, da vem približno, kaj pričakujem lahko. In to, kar je pač bistvo vseh kolonij, to druženje, skupno ustvarjanje, to je tisto, kar te potegne, pripelje, pa da se postaviš zraven in si del tega. Njihove umetnine pa boste lahko prvič videli v petek 23. junija, ko bo otvoritev razstave v Domu kulture v Dvorjanah, kasneje pa se razstava seli še v Kamnik, Ptuj in v Velenje. Še ostajamo v Sveti Trojici in seveda pri Trojica Festu 2023. Že v dopoldanskem času je tradicionalno v idiličnem okolju na zelenici Samostanskega dvorišča potekal sprejem novorojenčkov. Letos je bilo na dogodek povabljenih 17 otrok, med njimi 9 deklic in 8 dečkov. Starše z dojenčki pozdravil in nagovoril župan David Kolbasa, ki je izrazil svoje zadovoljstvo ob udeležbi. Poudaril je, da so zelo veseli vsakega novega občana. Župan je vsakemu otroku izročil simbolično darilo, medtem ko so starši ob rojstvu otroka prejeli finančno spodbudo v višini 200 evrov. Vsako leto postavimo sprejem novorojenčkov v naš najpomembnejši dan, to je na dan otvoritve Trojica Festa, kjer se pač nekako praznuje rojstni dan naše občine in prav temu primerno tudi posebno pozornost našim novorojenčkom. Ob tej priložnosti je Kolbasa prav tako spomnil na pomemben projekt izgradnje novega vrtca v kraju. V tem trenutku vso dokumentacijo pripravili tako daleč, da bomo zaprosili za gradbeno dovoljenje. Ob tem je še poudaril, da se je vse skupaj zamaknilo zaradi drugih projektov, vse pa je povezano tudi s finančnimi sredstvi. Veseli, da bodo v kraju dobili novi vrtec, pa so starši otrok, ki so se udeležili sprejema. O tem pa še pravijo, da je občina Sveta Trojica vedno bolj prijazna do mladih in mladih družin. To, da se nekako razvijamo na neko višnjo stopnjo, ne? Da imamo kaj za pokazati, se imamo s čem za pohvaliti. No. Sem v bistvu priseljenka, živim zdaj 6 let tukaj in vam povem, da ne bi zamenjala. Zelo ponosna res, dogaja se za mlade tudi, res se razvijamo, tako da vse pohvaljeno. Zagotovo pa je okolje zunaj mesta družinam bolj prijazno in ugodneje vpliva tudi na zdrav razvoj najmlajših. Po Majšperku pa so drveli kolesarji. Po občini je namreč letos tekel del trase v drugi etapi dirke po Sloveniji. Domačini so se potrudili in z glasnim navijanjem pospremili najboljše kolesarje čez kraj, več pa v prispevku. V Majšperku so krajani, predvsem pa najmlajši, nestrpno pričakovali karavano kolesarjev, ki letos tekmuje na dirki po Sloveniji. Najprej so skozi Majšperk pripeljala spremljevalna vozila ter policisti, po nestrpnem čakanju vseh zbranih pa tudi najboljši kolesarji. Že ko so bili vidni v daljavi, so navijači začeli vihteti zastave.
ker me vsak šport veseli, ta še bolj, ker je po Sloveniji enkrat na leto. Ne. In kako ste doživeli tole? Super. Se rekel, to policijski motor je, pa za otroka je to nekaj krasnega. Ne. Tako da super. Kolesarji so mimo kulturno-poslovnega centra v Majšperku švignili kot zastavo, ter se že obrnili proti Ptujski gori. Res smo veseli, da se ta del dogajanja odvil tudi pri nas. Čeprav je dirka po Sloveniji, vemo, da ni po vseh občinah in imamo pravzaprav privilegij, da smo lahko bili del tega. In sem tudi vesel, da smo se pravočasno uspeli z organizatorjem dogovoriti in pripeljati del te dirke tudi skozi naš kraj. Dogodek je bil za šolarje izjemno zanimiv. Tudi to, da so dobili petko od policistov na motorju, je bila svojevrstna izkušnja. Kolesarska dirka! Kolesarska dirka! In kako ste vi spremljali to dirko? Da smo navijali! Navijali smo! Na kak način pokažite? Dajmo Slovenijo! Dajmo Slovenijo! Dajmo Slovenijo! Policisti so pravzaprav priredili pravi šov. Spodbujanje navijanja in sirene so nakazovale na to, da se karavana kolesarjev približuje. Ko pa je izza ovinka bilo slišati in videti helikopter, pa je bilo jasno, da so kolesari že v Majšperku. Po občini Majšperk so prekolesarili okoli 10 km. Z tehničnega vidika se je ta dirka na našem področju občine Majšperk začela na vrhu Stoperc, temu delu rečemo Stara Graba, in je potekala čez celoten del občine Majšperk, pravzaprav po glavni cesti, vse do izteka občine Ptujska Gora Podlože v smeri proti Kidričevemu. Smo pa že predhodno poskrbeli, da smo dovolj informirali vse naše prebivalce, še posebej zainteresirane skupine, društva, šolo, in lahko samo pohvalim, da so se res odlično organizirali, odzvali v množičnem številu in pravzaprav so krivi za to, da smo tako vzdušje lahko pričarali tu v Majšperku. Nad kolesarji je bil navdušen tudi podmladek. Odličen pač, ker sem lahko videl svoje vzornike. Kdo so to? Recimo tako, da Dylan Grundevega. A je to dodatna motivacija, torej videti športnike? Ja. Kaj se že dolgo ukvarja s kolesarstvom? 3 leta bo. In kakšni so cilji? Tako vsako leto, ne vem, zmagati državno prvenstvo je že bilo. Eno za kronometer pa še bo. Tako hitro, kot so kolesarji v Majšperk pridrveli, pa so te kraje tudi zapustili. Cilj te etape je bil sicer v Ormožu. Akvarij Terarij Maribor je z dnevom odprtih vrat in razstavo obeležil 70 let obstoja. Od leta 1953 ga je po besedah direktorja Snage Franca Dovarja obiskalo več kot 2,5 milijona ljudi. Več kot 20 let pa sicer čaka na nove prostore, a vodja akvarija Terarija Branko Kolar zagotavlja, da je za živali poskrbljeno v najboljši možni meri. V Mestnem parku v Mariboru na pravzaprav zelo idilični lokaciji stoji akvarij Terarij. Že 70 let obstoja slavi. A kaj, ko že vrsto let ni dočakal sveže preobleke in večjih prostorov? Lepo je urejeno, temu pač primerno, mogoče da bi, je vsa leta pa že isto, ne? Tako da mogoče bi bile kakšne spremembe, ampak nimamo na to vpliva. Da je lepo, je zanimivo. Kaj ste videli? Ja, razne ribice, kače, stropene pa kuščarje. Vodja akvarij Terarija je povedal, da vsi župani, vključno z aktualnim, so le obljubljali. Do dejanj še niso prišli. Vsi kažejo posluh. Današnji župan, gospod Arsenovič, je 7. župan, pod katerim delam, in vsi so samo obljubljali in pa prelagali. Ni ga bilo heroja, ki bi rekel v svojem mandatu bomo to rešili, ampak vsi v srednjem ročnem obdobju, mandati halo so pa 4 leta in potem zadeve vse končajo v predalih, ko prije druga metla. Tako da bo treba konkretno nekaj reči, v roku 2-3 let se bo zgodilo ali pa ne. Slabega stanja se zaveda tudi direktor Snage Maribor, ki upravlja z akvarij Terarijem. Jaz sem prav vesel, da ribe, kače, plazilci, krokodil, želve tega našega ne občutijo. Da ne vedo za to okolje, kaj mi vemo. Jaz lahko rečem, da sem zelo ponosen, da lahko upravljamo z akvarijem, da imamo tako čudovito ekipo, ki skrbi za vsa ta živa bitja, ki so en velik doprinos tudi v okolju, kjer bivamo.
Seveda zahteve, ki so pred nami, so veliki pravzaprav izzivi. Že več let se ve, se poskuša najti pravo rešitev, pa vendarle, tako kot se začne in konča, se vedno pri denarju. Jaz o tem ne bi polemiziral. Dejstvo je, da akvarij bi moral ohraniti to vsebino še naprej v tem okolju. Kolar bo kmalu odšel v zaslužen pokoj. Že zdaj iščejo novo osebo, a je še niso našli. In kot vse posod se tudi mi soočamo z velikim pomanjkanjem kadrov in imamo veliko napora za to, tudi kot sem omenil, ko bo naš kolega Branko odšel drugo leto v penzion, že danes iščemo kader akvarista kot takšnega, ki bo tukaj, da se bo naučil vseh teh veščin, kompetenc, ki jih tukaj potrebujemo. A veste, hraniti kačo, strupenjačo, krokodila, želvo do tistih najmanjših ribic, to je potrebno znanje, to ne morejo delati študenti, to ne morejo delati ljudje iz nekih drugih pogojev, to so ljudje, ki morajo biti tukaj in mora jih biti dovolj tudi, lahko rečem, za krizne čase, kot smo jih vsi dali skozi. Prostori, tako takšni kot so, ostajajo še nekaj časa. Živali, ki jih imajo na ogled, pa je kar nekaj in to zelo zanimivih. To je za danes v občinskem informatorju vse. Poglejmo pa še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Na Muti poteka občinski praznik, v Sveti Trojici Trojica fest, dogaja se tudi v Dupleku in v Cerkvenjaku. V Majšperku pa v domu krajanov Neraplej bo v nedeljo od 10. ure pa vse tja do 13. potekala razstava orožja. Sicer vam želim lep konec tedna in nasvidenje.